zelenega štajerja, sem zmeraj korajžen vesel, ker se pa jezno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni, ta štajerski fantič pač ni. Na štajerskem hrib vsak lepo zeleni in trtica vinska rodi in vsi ga tam dobre volje pijo in pesmi si zraven pojo in pesmi si zraven pojo. Še ko bom umiral, si bodem zapel in spet je vzel sveta slovo in upam, da Bog me v nebo bo sprejel, pri njemu bom vekomaj pel, pri njemu bom vekomaj pel. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Verjamem, da tako za uvod je bilo lepo prisluhniti Miklavškemu oktetu, ki šteje že kar nekaj desetletij, o tem bomo nekoliko kasneje, ampak naj bo torej ta lep uvod, ta lepa pesem, ki smo jo slišali v izvedbi Miklavškega okteta za popestritev našega današnjega pogovora. Miklavški oktet je namreč na minuli proslavi ob Dnevu kulture prejel Meškovo plaketo, kar je seveda veliko priznanje za njihovo delo in pravzaprav za vsakogar, ki se ukvarja s kulturo in je dejaven na področju kulture, tako da so v Miklavškem oktetu tudi bili tega priznanja zelo veseli. Gre za dolga leta dela, veliko truda, morda tudi kakšnega odrekanja, predvsem pa veselje do petja in torej vseh nastopov, kajti Miklavški oktet nastopi povsod, kamorkoli jih povabijo. In zdelo se nam je prav, da torej nekoliko več povemo o Miklavškem oktetu. Verjetno bi bilo prav tudi, da morda zborovodjo povabimo, ampak se nam je zdelo vseeno konkretneje, da dolgoletnega predsednika tukaj nagovorimo. Lepo pozdravljeni, gospod Mitja. Enako tudi vam lep pozdrav in poslušalcem oziroma gledalcem vaše televizije. No, pravim, torej 18 let ste bili predsednik, to je kar doba od leta 2000 menda, in do... Od leta 2002 pa potem do leta 2020. Ja. No, kaj se pa je potem zgodilo leta 2020? Glejte, naš oktet je že bil prej v kulturnem društvu Miklavž od leta 90, ko smo se skupaj dobili in smo bili najprej Monet, Decet, potem pa smo rekli, da bomo oktet, ne glede na to, koliko nas poje. V oktetu praviloma poje 8 ljudi, ampak nas je bilo več ali manj, največ let 9, ampak smo gledali slovenski oktet, ki je tudi vedno slovenski oktet, pa so bili tudi, pa jih je tudi več pelo, tako da smo se odločili, da bomo več spreminjali imena. In bili smo takrat pod kulturno društvo, ampak takrat je bilo malo kultura pri Miklavžu zatišje. V glavnem smo mi edini bili, ki smo delovali
in smo se odločili, da pač gremo ustanovimo svoje društvo in smo leta 1997 ustanovili pevsko društvo Miklavž. Mogli smo povabiti še naše simpatizere, da nas je bilo določeno število za ustanovitev društva. In smo potem delovali sami. Sicer smo vedno bili tudi takrat, ko je kulturno društvo spet začelo res delovati, smo vedno z njimi sodelovali. Ampak smo bili svoje društvo, da smo imeli pregled nad tistih par evrov, ko jih dobiš, da smo lažje s tistim razpolagali, da smo si lahko kupovali oblačila in te stvari. Leta 2020 pa smo se spet pridružili kulturnemu društvu, to pa predvsem zaradi papirologije, ki je dan danes vedno več tega in smo se pač odločili, da gremo spet, se priključimo temu društvu in smo zdaj eno veliko društvo pri Miklavžu. No, če se vrneva čisto na začetke, nekako je ta vaš oktet nastal torej v 90-ih, tam 1990, iz mešanega zbora, ne? Ja. Kako je pravzaprav to bilo? Predtem smo že nekaj let, večina nas, ko zdaj pojemo v oktetu, smo bili v mešanem pevskem zboru, ki ga je prav tako vodil Leon Lah. Zbor se je razpadel, zdaj vzrokov točnih. Ne vem, bilo je večina mladih ljudi, ženske imajo potem, ko so v teh letih probleme, otroci, družina in ni bilo več toliko časa in se je pač tisti zbor razpadel, mi pa smo se dobili skupaj, nas takrat 10 in smo pač ustanovili, oziroma najprej 9 ustanovili Donet. In od takrat dalje in vse do danes še prepevamo. Zdaj, prvotnik smo bili prvi, v prvem že člani nas je še zmeraj 4, ki smo še tudi danes. No, lepo bi bilo slišati vsa ta imena, ki so takrat na začetku, kdo so bili ti fantje, torej takrat ta prvi Nonet, ne, ste rekli? Takrat res še fantje, ja, v prvem sestavu so peli tenor, sta pela Ivan Kosec in Leon Lah, pa tudi zborovodja je bil. Drugi tenor Jože Zemljič, žal že pokojni, in Franc Janežič. Potem bariton sta pela Robi Mikložič in Jože Lah, ter Sašo Štampar, pa jaz, bas drugi, pa sta pela Ivan Škrinjar, tudi žal že pokojni, in pa Stanko Pesel. Ta sestav je dolga leta bil, potem sta dva odšla mlada fanta, ki sta imela druge obveznosti, šola in tako dalje. Potem je šel tudi Koseču Ivek, pa Škrinjar in takrat smo se spomnili na kogovske dečke, ki so nekoč peli, oktet je bil na Kogu, se mi zdi. In smo povabili njih in od takrat smo v tem sestavu še vse do danes. Pridružili so se nam takrat brata Lukman, Drago in Milan Lukman in Joško Kolarič iz Koga. To ste torej sedaj zasedba? To je zasedba še danes pojemo, to se pravi Milan Lukman, Drago Lukman, potem Leon Lah, seveda, jaz, Stanko Pesel, potem je Milan iz Središča, on je prišel zadnji k nam. Jože Lah je pel še 2 leti nazaj, zdaj več ne pojem, starost, bolezen. Sem še koga pozabil? No, Franc Janežič, seveda. Ja. Leonovega očeta večkrat tudi vidimo zraven. On pride samo tako pomagati? Ja, Jože Lah, on zdaj zadnji 2 leti več ne poje. Ne more zraven, mu več ne dopušča. Nas pa še spremlja. Na kateri glas pa vi pojete? Jaz pojem drugi bas. Aha, bas. Pel sem prvi bas, zdaj pa že dolga leta z Stankom pojemo drugi bas, Stankom Pesel. No, če sva še vedno torej nekje na začetku, ne, prvi predsednik je bil Stanko Pesel, ne? Tako, leta 1997 ustanovitve je bil Stanko Pesel, on je bil do leta 2002.
On je imel takrat polno dela svoje podjetje in tako dalje in smo ga dosti krat hecali, da pač občni zbori morajo biti vsako leto, ne. On je to malo zamudil in so potem rekli, Mitja, daj ti to prevzemi. In je ostalo potem 18 let tako, na vedno, ko so bile volitve, smo samo potrdili in je to ostalo do leta 2020. Na vsakem primeru pa ste gotovo torej to nalogo dobro upravljali, ne? Pa, verjetno sem, glede na 18 dolgih let, ja. Če ne bi me ne bi več zvolili. Tako da, trudil sem se, da smo imeli vse tisto, kar je moglo biti, pa tudi kakšne piknike, druženja z ostalimi člani smo imeli zmeraj. Kaj gre to za veselje do petja? Verjetno ja, ne? Kaj je pravzaprav na prvem mestu, torej petje? Pogoj je, da imaš veselje do petja, pa fajn je, če imaš tudi posluh, ne? Ja, no, to je ja. Veselje do petja, potem pa je tudi druženje, ne? Ja. Pomembno je, važno je, da nekje se človek sprosti, eni hodijo na nogomet, eni hodijo tenisa igrati, eni. Vsi imajo pač ene stvari, ki jih veselijo. Nas veseli petje in s tem povezane tudi, da se potem družimo, ne. Bilo pa je tega res v vseh teh letih ogromno, ne. 35, ne? To pa je gotovo tudi nastopov veliko, ne? No, nastopih bova še kasneje, zdaj me zanima, torej, kako pa potekajo vaje, kolikokrat se dobite, verjetno ne tako zelo pogosto več, ne, zadnje čase, ali? Ne, zadnje čase res ne več toliko pogosto, malo smo že tudi vsi starejši, čeprav še smo mladi. Nekdaj smo imeli vaje vsak petek. Petek je bil rezerviran za vaje. Sicer so tudi težave bile, vsi smo imeli svoje obveznosti, tako da, ampak je bil tisti petek, je bil v glavnem čas za vaje, zdaj bolj po potrebi, ker tudi nimamo več toliko nastopov, kot smo imeli nekoč. Tako da, ampak še zmeraj, ko pa imamo vaje, pa probamo biti takrat resni. Še pravzaprav, kar se tiče repertoarja, jemljete torej kaj novega se učite ali obnavljate stare? Zadnje čase bolj obnavljamo, najdemo še kako kje, ki je dalj časa niso ljudje slišali, drugače pa v glavnem obnavljamo, navadimo tisto, ker upamo, da še bomo kdaj kako novo naštudirali. Ja, verjetno, ja. Reč pa imamo kar zgodovino gledano nazaj pester repertoar, tako da še najdemo kako stvar. No, recimo, koliko pesmi ste v teh letih navežbali, kakih 400, 500? A ne, toliko ne, toliko ne. Kaj pa vem, to je zdaj, to bi mogoče bolj Leon vedel. Ampak kakih 80, 100 pa je verjetno bilo, vse to je že tudi nekaj, ne. No, kaj pa vam vsem skupaj pomeni to priznanje plaketa, Meškova plaketa, ki ste jo torej prejeli minuli teden? Gledajte, jaz gledam na to tak, ne. Večina ljudi ne sodeluje nekje zaradi tega, da bi dobili priznanje, ampak je pa to dokaz, da smo očitno dobro delali, dokaz, da nas je nekdo opazil, da je tudi nekdo drug ceni to našo delo. In seveda smo ponosni na plaketo. No, zanimivo je tudi to, da, kot ste povedali, da svoj čas je, kar se tiče kulture, kulturnega društva, samo Miklavški oktet deloval. Ja, to je bilo mogoče par let, ne, drugače pa pri Miklavžu verjetno vsi, ki spremljajo vsaj malo dogajanja v naši občini. Pri Miklavžu je zmeraj bila kultura, kar precej gledališke igre so bile zmeraj spet. So obdobja, ki to malo zamre, gledališke igre zmeraj, folklora je bila, petje je bilo že, pozna se seveda, ker je Leon učitelj pri Miklavžu v osnovni šoli, to se pozna, ne, mladi tam dosti pojejo, tako da kultura je zmeraj pri Miklavžu bila, ampak so bila pač obdobja, ko je mogoče katera sekcija malo manj delovala, ne. No, znotraj današnjega kulturno-turističnega društva deluje torej sekcija Miklavški oktet, to ste torej vi, še imajo gledališko skupino? Imajo še, se zdaj tudi predstavlja zdaj na 100 in več letnici, ko je bilo. Potem folklora je zdaj spet se predstavlja, upamo, da bo spet zaživelo. Potem so tudi gospodinje,
Tako da, No, kaj pa turistično društvo dela znotraj tega? Kakšna je njihova zadolžitev? turistično društvo sodeluje zmeraj, ko so kakšne prireditve pri Miklavžu. Tako da tudi za krajni praznik je zmeraj kulturno društvo tam z vsemi sekcijami. Vsi se takrat trudijo, da prinesejo svoj del k teh prireditvah. Tako da čez leto se vedno... No, zanimivo se mi zdi tudi to, Miklavški oktet ima veliko nastopov s šolarji, ne? Se kar nekako sodelujete. Recimo so kakšni nastopi, ki torej tudi s temi otroškimi zbori skupaj zapojete in tak, ne? To so lepi dogodki, lepi trenutki, najbrž, ne? Seveda, gledajte, z otroci je vedno fajn sodelovati. Mi se nekaj naučimo od njih, oni nekaj od nas. Tako da smo zmeraj. Ko imajo v šoli kakšen nastop, smo dosti krat mi pripevali, tudi mi, ko smo imeli koncerte, smo zmeraj povabili katerega od zborov k nam, tako da... No, včasih, oziroma še obstajajo vaši letni koncerti, včasih ste jih kar prirejali, ne? Ne, nimamo več vsakoletno, nimamo koncertov, mi se nismo imeli, ponavadi smo mi, tudi obletnice smo ponavadi zamudili, to je ena naša zanimivost. Mi smo imeli, ne vem, 10+2 obletnico, recimo. Tako da letnih pa več ne toliko. Malo smo res že... Ja, to je najbrž dela in tudi program je treba kar vsaj za 1 uro spraviti skupaj, ne? Seveda, ni to malo. Tudi glasi več niso to, kaj so bili nekoč. No, o tem ne bova sedaj, ne? Tako da, pa po drugi strani pa je treba tudi mladim dati prostor. Zdaj imamo tam na tistem našem območju kogovske dečke, s katerimi tudi pojejo eni iz Miklavža, tako da res mladi fantje, ki upamo, da bodo vsaj toliko let skupaj, kot smo bili mi, ne. Ja, no s tem, da imajo oni vseeno malo drugačen repertoar. Ja, seveda, oni imajo nekaj drugega, pa pravijo tako, ne. Vejo pa zapeti tudi te naše slovenske narodne pesmi. Saj smo tudi mi, recimo, imeli en koncert črnskih duhovnih pesmi. Aha, točno, ja. Tu pri nas je to bilo redko, kdo se je spustil v to. Malo smo se hoteli iti New Swing kvarteta. Ja, saj. Ampak je izpadlo kar dobro. No, kolikor se spomnim, je res dobro izpadlo, ne? Je vseeno, Leon, kar se tega tiče, ne, je vseeno maher, ne? Ja. Tudi vas nauči, ne? Ja, nauči, pa to res, repertoar smo vedno pustili njemu. On je to odločil, on je to, pa on se tudi naučil. Tu pa je res njegova nasploh, kar se tiče kulture, pa Miklavža je Leon naredil res ogromno, ne. Ja, tudi z šolskimi zbori, ne? Šolskimi zbori. Potem vse on sodeluje tudi, da ne pozabimo omeniti nas, mi smo tudi 3 ali 4, smo bili tudi pri tamburaški skupini. A tudi to, ja, seveda. Tudi zdaj smo se predstavili zdaj na 100-letnici v soboto. No, pa deluje še ta tamburaška skupina? Tudi občasno, žal je pred leti Julij Čurasek, ki nas je ustanovil pa učil, umrl, tako da od takrat smo 2krat še igrali nekje, pa upamo, da bomo zdaj spet malo. Višek vsega pa je zadnji trenutek. No, kako pa je to nastalo? To je tudi zanimivost. Zadnji trenutek je v bistvu nastal, pri Miklavžu so organizirali srečanje domačih ansamblov. Ne vem, vse ste bili, vi ste zmeraj bili. In tisti prvič, ko je bilo to organizacija teh domačih ansamblov, smo se mi na enih uvajah, smo se pogovarjali, pa zakaj ne bi mi bili en domači ansambel. In smo se dobili Leon Lahov, pa Stanko Pesatl, pa jaz, pa rabili smo še enega harmonikaša. In prvo je bil Robi Kosajnčo z nami, ne. Smo se dobili na vajah in smo... Je šlo? Je šlo, 3 pesmi. No, za Leona, on ima klaviature najbrž, ne? Takrat pri ansamblu ne, pri ansamblu on igral kitaro, Stanko Pesatl igral bas kitaro, jaz sem
nekoč v osnovni šoli končal 6 let glasbene šole klarneta, sicer dolgo potem nisem klarneta igral, pa sem ga vzel v roko in malo Ste navadil, obnovili pa je, znanje. ja, Robi je takrat v Fraj Tonarcu igral res in smo se pač zbrali. Zanimivost je bilo takrat, tisti prvi nastop, se spomnim, mi smo to vzeli čist iz heca. No. Tudi ime smo zbrali tako, kot smo nastali, smo rekli, pa bomo zadnji trenutek, ker se vedno zadnji trenutek spomnimo, oziroma imamo vaje. Ne. In pa še skeč smo takrat, pa tudi ne takrat, vedno, ko smo nastopali pri Miklavžu, pri teh srečanih ansamblov, smo neki skeč zraven imeli. Ne. Niti se več ne spomnim, kaj je bilo prvič. V glavnem, bili smo že v delavskih oblekah, pa ne vem v kakih vse. Na zadnje je bil s tem v tisti bolnišnični Obleki, ja. smo se tudi pohecali malo iz njegovega predtem zdravstvenega stanja, ki ni bilo rožnato, ampak se je potem vse skupaj. V glavnem, vemo se pohecati na svoj račun, ljudem pa je očitno to všeč. No, znano je recimo, če se sliši, da bo zadnji trenutek ali vas napovejo, ne, so ljudje že vsi nasmejani. Tako da vse to dobro razvedrite. Vse je ravno zaradi tega. Ja. Glejte, smeh je pol zdravja, pravijo. In, pa še nekaj, prvič, takrat, ko so prvi ansambli, na to smo še posebej ponosni, mi smo bili edini, ki smo troglasno peli. Ne? Še to, ja. In potem, ko je bilo naslednjič, smo že videli, da smo s tem pripomogli dosti k kvaliteti tega večera, ker so potem že večina ansamblov pela dvo- ali pa troglasno. Prvič, ko pa je bilo, pa so večina enoglasno peli in so nas malo že posnemali. No, niste vi tudi ste posneli, ne, neko pesem? Zadnji trenutek smo posneli 2 pesmi svoji. Ena je Miklavški zmaj, ko ga poznajo že, ker smo ga tudi prepevali, otroci ga pojejo pri zboru, pa tudi zdaj smo ga peli na tej 100-letnici. Tako da imamo tudi svoji skladbi. Ja. Tudi videospote in tako dalje? Ne, videospote pa ne. No, fino, kje ste pa snemali to? Nekje, ne spomnim se več točno, nekje tam v bližini Celja smo snemali v enem studiu. Tako kot je treba, ne? Ja, tako da smo tudi to spoznali, kako je to snemali. Se tudi Miklavški oktet, imamo svojo kaseto, zdaj mladi. Zdaj se verjetno ne vejo, kaj so to kasete, smo tudi posneli kaseto. Katerega leta je to bilo? Joj, to pa z glave več ne vem, mislim pa, da je že kakih 20 let nazaj. No, to bi vseeno lahko obnovili. Ampak tisto smo snemali kar pri Miklavžu v glasbeni učilnici. In je bilo dobro? Glejte, nam se je dopadlo pa za tisti čas. Koliko nastopov, tako recimo, imate na leto? Zadnje čase res več ne dosti. Vem pa, imam tudi tu pred leti, ko smo imeli eno obdobje, ko smo imeli koncert, vem, da je bilo povedano, da smo imeli 400 večjih ali manjših nastopov do takrat. Vaje pa smo res takrat imeli vsak petek. No, na kateri nastop svoj pa ste recimo, verjetno je to težko sedaj odgovoriti, ampak vseeno bi vas to rada vprašala, na kateri nastop in kje ste recimo najbolj ponosni, no? Meni osebno je bil najbolj ponos. Mi smo organizirali svoj koncert pri Miklavžu v cerkvi takrat in smo mi povabili kot naše goste Slovenski oktet. Zdaj, kdo spremlja to vrst glasbe, ve, da Slovenski oktet so sami profesionalni pevci, ki jim je to služba. Res v Sloveniji najbolj kvaliteten oktet, ne samo v Sloveniji, verjetno tudi širom po svetu. In mi smo se pač odločili, da njih povabimo kot naše goste. To je bilo še posebej zanimivo, da so bili oni naši gosti. In jaz osebno sem na tisto najbolj ponosen. Potem pa smo imeli tudi recimo koncert v Kristalni dvorani v Rogaški Slatini, je bil en tak
Potem tisto ni bil nastop, ampak smo bili, enkrat smo peli v Postojni, spremljali smo enega našega vinogradnika, Puklavca Frančeka in Zasajec, je imel tam predstavitev svojih vin, mi pa smo bili zraven kot pač popestritev tistega večera smo peli, ampak smo predtem imeli ogled, samostojni ogled Postojnske jame in smo tam peli tudi v tisti dvorani v Postojnski jami. Sami sebi sicer, pa vodiču, ampak je bilo nekaj posebnega. Lepo, ne? Verjetno je eho lep, ne? Ja, ja. Pa tudi vsak ne more sploh tam že zaradi tistih temperaturnih sprememb imajo tam samo enkrat letno koncerte. Posnetka nimamo. Ne, škoda, žal nimamo. Takrat še niso bili telefoni, tako da bi lahko se vse s telefonom posneli, tako da tega pa ni. Ja. To so bili eni dreč, pa smo peli širom po Sloveniji. Dosti teh nastopov. Mogoče so eni tudi taki čist preprosti nastopi, ne vem na kakih Abrahamih, pa so bili potem izpadli kot res dobri. Ja. No recimo na tem našem območju v Ormožu ste torej vi, Miklavški oktet, potem Dobravčane imamo, ne? En tak je moški recimo, ne? Tudi ne vem, kje so oni s svojimi delovanjem. Ne vem, nič kaj dosti več nisem jih. No pa kogovski dečki, to pomeni, ne? Več pa dosti mislim, da moških zdaj kaj ni, ne? Nekdaj je bilo tega več, ja. No, tudi v Ormožu smo imeli mešane pevski zbor, ne? Ja, tudi z njimi smo sodelovali. Ja, seveda, to so bila leta, ne? Ko ste istočasno... Ko smo mi začeli, so oni bili... Vrhunec. Takrat je bil njihov oktet. Ampak so že bili... Dobro, zdaj še jih je nekaj, ne? To so bili že starejši možje takrat. No, ko ste povedali, torej, da ste slovenski oktet imeli za goste, ne, na tem koncertu v cerkvi. Kako pa ste prišli sploh do slovenskega okteta? Ne? To je vprašanje, ki se mi tudi poraja. Takrat ste vi bili predsednik, ne? Predsednik se mi zdi, da sem bil jaz, ampak zdaj, kdo je to idejo dobil? Verjetno Leon, ne vem. Verjetno Leon, pa ni bil, vse sama ideja, ko je prišla, ni bilo problem. Problem je bilo njih dobiti k nam, ne? Aha. Prvič, ta oktet ni navajen, njim je to služba, kot sem povedal, in oni niso tako kot mi, ki smo šli pet zastojn, večinoma, ne? Oni so pač imeli svojo ceno, ne? Je bil tisto že zalogaj njih plačati, ampak smo bili dobri pogajalci, pa smo se spogajali kar fajn. Mislim, da so bili na koncu tudi oni zadovoljni, bili smo... No, vse posnetek obstaja še tega koncerta. Ja, posnetek obstaja, ja. Pa tudi tako so bili zadovoljni, šli smo, povabili smo jih na večerjo po koncertu, pa še bili smo na Kogo pri Čurinih, Prapotnikih, na degustaciji, tako da mislim, da so bili zadovoljni. Ja, tudi izlet, torej, ne? So si privoščili malo v prleške kraje. Kako dolgo pa že vi pojete, no? Da se še malo na vaš osebni nivo spustimo? Jaz pojem od kar pomnim. Ko sem bil otrok, po mamini strani družina so vsi pevci in mi smo prepevali že kot majhni otroci, ko smo imeli koline ali pa kakva srečanja družinska. Je tudi velika družina, dosti otrok je bilo. Tako da potem sem pel v osnovni šoli v zboru, malo do mutacije. Potem sem že pel v skupini, ki je imel Leon Lah. Takrat sem še bil osnovnošolec, smo imeli eno skupino, sem že pozabil, kako se nam je. Kako je ime bilo. Glasbeno, instrumentalno skupino? Pevsko tudi. Potem pa mešani zbor pred 90 leti do razpada in pa vse do danes. Tako da je kar natreniran, ne? Si doma tako tudi zapojete kdaj? Vinogradu, ne? Vedno. Vinograd obdelujete. Vinogradu imam vedno glasbo. No, povejte nam nekaj o tem vašem vinogradu. Kje torej se razprostira? V Brebrovniku imam nekaj, 2000 trt.
Zase, za prijatelje? Zase, za prijatelje, nekaj malo je preveč za nas, samo to tako da. Glejte, to je pri nas tradicija. Delo pa je, ne? Delo pa je, ampak to te sprosti, to ni zdaj, mogoče se komu sliši dosti 2000, to je malo, to je za dušo pa toliko moraš gledati, da imaš vsaj pozitivno nulo, no. Ja, upam, da ja, ne? Ja, toliko je. Ker navadno vsi jamrajo, ne? Dobro, sedaj pa za konec tako še potem samo o načrtih Miklavškega okteta, verjetno še vam na kraj pameti ne pade, ne, da bi odnehali? Ne, odnehali še ne bomo, res je, da ne bo več toliko nastopov, verjetno. Pa zakaj ne? Se pravim, gledajte, kakorkoli gledamo, pa vedno zdaj pravimo, da še smo mladi, ne? Glas se spreminja z leti, ne moreš več. Tako da jaz nekih načrtov velikih nimamo, smo pa obljubili, da bomo zmeraj, če nas bodo kam povabili, pa če bo karkoli bo treba, bomo še zapeli. Je res, da mi smo dosti peli tudi po pogrebih, to smo zdaj že čist opustili. Niti ni, to je časovno težko uskladiti, pa imamo zdaj za nami mlade, ki se s tem ukvarjajo malo bolj profesionalno že. Tako da to sigurno več ne bomo, drugače pa še se nas bo zmeraj kdaj slišalo. Ja. Na kaj pa zadnji trenutek? Nič ne obljubim. Zadnji trenutek, ko bo zadnji trenutek, se bomo spomnili, bomo prišli skupaj, pa bomo kaj zaigrali, pa zapeli. Pa nasmejali naše oboževalce. Mitja Novak, hvala lepa za pogovor, zelo me je veselilo, da ste torej si vzeli čas, ne? Kar z Goric ste prišli, ne? Ali kako je bilo? Ja, sem že bil malo, ja. Dobro, da ste si vzeli torej čas, da smo malo obudili spomine na prehojeno pot vašega Miklavškega okteta. Vsem skupaj seveda želimo vseeno veliko nastopov, ne? Hvala. Pa boste se že potrudili, če bo treba. Hvala, se bomo se brez skrbi. Hvala tudi vam. Srečno. Srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Mitja Novak je bil z nami in sicer član Miklavškega okteta, sicer pa kar 18 let predsednik Miklavškega okteta. Hvala za pozornost, bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa bo že čas za oddajo o zdravju z Alenko. Srečno!